Dobrodošli nazaj na najnem kanalu, z vami sva tako kazmeri Punč pa Sonč in javljava se direktno iz Turčije. Odločila sva se, da se odpravimo na potovanje čisto v najnem stilu. Se pravi, gremo na en road trip po Turčiji in si bomo pogledali celotno zahodno polovico države. Avto sva privzela v Istanbulu in se odpravljava na eno tako krožno pot. V tej popotniški seriji vlogov po Turčiji si bomo torej pogledali vse od Istanbula, zahodne obale pa do Kapadokije. V prvi epizodi si bomo pogledali marsikaj zanimivega. Ena izmed teh stvari je tudi stvar, ki ste jo videli že v uvodni špici. Mogočna starodavna Troja. Po vodu se bomo premaknili sicer majčka nazaj v čas, na včerajšnji večer, kjer so v bistvu raziskovala mesto Bursa, oziroma kot sva ga midva poimenovala, rojstno mesto kebaba. Da bomo dan lepo zaokrožali, pa bomo šli še na priobalno mesto Ayvalik. Odločila sva se, da posnameva tudi epizodo nič. V tej epizodi sva v bistvu prikazala najin prihod do mesta Istanbul, kako so potekale same priprave na potovanje, kaj vse sva si mogla zorganizirati in pa zakaj sva se sploh odločila, da se odpraviva v Turčijo. Če je to nekaj, kar bi vas od tega ne zanimati, bo v spodnji opisu pustila pač direktno povezavo do tega vloga in pa seveda kasneje tudi do vseh nadaljnih vlogov. Ej, Sonč! Kaj? Punč ima potovalno kapico gor. To pomeni samo eno stvar, da začenjamo s potovanjem po Turčiji in epizodo 1. Bežimo! Vas pa tudi vzameva sabo na to neverjetno avanturo. En dan prej na stresen prihod v Burso. Ok, očitno bo tole potovanje po Turčiji zelo napeto, ker midva so dobesedno v 2 minutah oddala avto totalnemu neznancu in zdaj so v sobi. Da ga v parkiru in pa se naj odpeljali v sobo in pa so še pobrali, no, ki se sva ga dobila nazaj, ampak... To se sam tako ne dogaja, sploh. Joj. To pa ni tako črnogorski narod, ko vse na počas. Ajde, gremo. Bum. Upam, da imava vse avto ne veva, kje je, če ga bo še kdaj videla, na srečo je zavrvan proti kraji. Ja, no. V glavnem tole potovanje bo zanimivo. Sama ugotovila, da imamo ful zabavna soba. Vidite to. Hočeš ugasniti ključ? Ne raba stikala. Da, sam štikar not. Nora. Tu. Nora. Čak. Noč. Da. Noč. Da. No, bombar. Kakšna je to caprnija. Toliko sem bila zmatrana, da se nama tudi iskat ni dal, kam bi šla sploh jest. In so čistko mimo grede tam v hotelu, kao joj, a nama lahko date neko priporočilo, kam greva jest. In ona še tako malo čuden gleda in kao, ja, pojte do Iskenderja, a ne. Ja, dober, okej. To malo tle pa tle. Okej, zmenen, greva midva gor. Ampak to, kar sva najdla, je bilo totalno presenečenje, ker mogoče sva najdla rojsten kraj doner kebaba. Zgodovina doner kebaba se začenja tu, v Bursi, natančneje na Kajhan bazarju v majhni trgovini družine Efendi. Skozi celotno zgodovino Turčije se je tukaj jedla jagnetinja in tradicionalno so se jagenjčki pekli v celoti nad ognjem pri tleh. Iskender Efendi, ki je izhajal iz mesarske družine, pa je skušal najti način, kako bi različne dele jagenjčka postregel strankam v približno enakem razmerju. Odločil se je, da meso loči od kosti in ga po delih zloži na palico, obrača ob žerjavici in ga na koncu z ostrim nožem zreže na tanke rezine. Ta vrsta priprave kebaba je postala pravi uspeh v Bursi in domačini so jo poimenovali dönen kebab, kar pomeni vrteči se kebab Isker Efendija. Čez čas se je poenostavilo le na doner kebab in danes že vsak ve, kaj misliš, če rečeš preprosto doner. Jed je postala simbol mesta in restauracija Iskender vztraja že 150 let. Jaz sploh ne vem, kaj bom jedel. Sploh ne vem, kam dobu. Ampak očitno bo jagenjček. To pa že vem. V glavnem, teh Iskender restauracij je po mestu kar precej. Midva se nahajava v tretjo zaporedno, ki so odprli. Ima pa vsaka nekako malo prilagojen svoj recept. Tako da bomo videli, kaj je to. Izhajajo pa pač vse te Iskender restauracije iz iste rodbine. Tako da načeloma še zmer original.
Suši, že tako lepo ti s putrčkom polijejo. Ja, to je pa original zdaj, da vidimo kaj je. Pa kako. No, dober tek, Ponč. Dober tek. Prvi vtisi o turški hrani so fenomenalni. Ja, no, da smo si na jasnem, tole verjetno ni glih najbolj zdrav za jest, ampak je pa božansko dober. Se pravi, dobimo na tenko narezanega jagenčka, ki ima res bogat okus po jagenčku, tak poln in se zelo super kombinira potem s tistim jogurtom oziroma nekim svežim kremnim sirom. Spodaj, pod vsemu temu je pa kruh, ki v bistvu zabsorbira in sokove od jagenčka in tist putrček, ki ga čez polijejo. Da pa je še neka tista pika na i, je pa še malo grenkobe oziroma svežine, paradižnikove mezge oziroma nekega paradižnikovega miksa, niti ne vem kako točno to opisati. No, temu se pa reče priprava na avtentičen, originalen način. Lepo sablo oziroma z nožem na tanke koščke, ampak kar je še bolj fascinantno, kot to je, da pri nas smo navajeni, da so te paneli zadaj, pač na plin in da se to okoli tistega vrti. No, tukaj lahko vidite, kako bi to dejansko moglo biti. Se pravi, vidimo, da je oglje oziroma pač na les, ki zadaj gori. Čist noro, verjetno še malo unga dodatnega vonja da. No, zdaj, ko sva se pa napokala, pa najedla, pa sva srečna, si greva pa še malo pogledati v trip mesta. Ne vem, če sva povedala, nahajava se v mestu Bursa, to je v bistvu 4. največje mesto v Turčiji, če se ne motim. Pač tukaj si imate marsikaj za pogled, ogromen mest je. Midva sta se sicer odločila, da preživiva samo en večer v samem mestu, ker bo tako neka najina hitra postojanka za naprej, ker se nama zdi, da ima Turčija veliko lepših stvari za ponuditi. Tako da jutri na vse zgodaj zjutraj že pičiva proti Troji. Sprehod po mestu bova zaključila pred veliko mošejo oziroma Ulu Cami. V bistvu mošeja velja za eno najlepših mošej v Turčiji, je pa zelo posebna. Ima kar 20 kupol v 5 vrstah. Prvotno so mislili narediti v bistvu 20 posameznih mošej, ampak so se na koncu odločili, da naredijo kar eno zelo veliko. Mošeja se nahaja poleg stare mestne tržnice in je pod UNESCO-ovo zaščito. Malo je že nočka, ne? Pa bombarja nimam s sabo, če ne bi vam še une kupolce od zgori pokazal, tako da bo to ostalo za en drug dan. Evo nam že v naslednjem dnevu. Danes je v bistvu pred nama kar dolga vožnja, se pravi najprej imava 4 ure do Troje, nato pa imava še 2 uri do Ajvelika, tako da 6 ur vožnje, vmesni postanki, dolga bo, dolga. Sva pa ugotovila, da lahko med samo vožnjo občudujeva naravo, se pravi tukaj je ful enih pol, nasadov oljk in pa sončnic, tako da imava lep razgled. Pač v bistvu je ful noro, zaradi tega, ker sploh se nisem predstavljal v tako vroči državi, da je toliko kmetijskih površin. Ampak to vse, kar pogledaš tukaj okoli naju, to je samo polje na polje na polje, pač kamor ti pogled seže, tako noro, no. Zanimivo, ja. Imamo pa 32 stopinj Celzija trenutno. Videla sva mogla tole dolgo vožnjo malo razbiti in sva mogla narediti en postank, seveda na hrani. Malo sva skrenila s poti, zapeljala sva se do Marmarskega morja in tukaj najdla eno luškano lokalno restauracijo tik ob morju, kjer bova probala ribo z mlekom. Neka turška zadeva, prvič slišva, prvič bova to probala. Je pa Ponč naročil še eno tako predjed. To gre v bistvu za neko morsko stvar, no, baje lastnik je govoril, da gre zjutraj vsak dan 2 kilometra peš, jih iz morja pobere, skuhaš, usoliš in je to. Tako da to bom zdaj probala, sploh ne bi vedela, kva je. Bomo videli, probam. Zanimivo, ful slano sicer. Ja, slano je, ja. Oljčka se čuti.
Nizko se čuti. Dobar, ja, tako kaj ena solatika. Ena solata morska, ja. Ribica s mlekom. Tako sirček je, pa oljček, pa omakca od ribice. Vse skupaj smešno, tako da to Ponč! Update! Yeah! Ponč je spet delo plana, ne? Malo sem s preveliko žlico zajela ta drug dan. Ura je 5 popoldne. Mi imamo še pol ure do Troje, 2 ure za ogled Troje, pa še 2 ure pa pol potem do prenočišča. Meni se spi. Skurjen sem dobesedno, ker tale sonce tlele, ker na naju svet pa gre tole pločevino, umrl bom, umrl. Tako da, ja, no, včasih pač... Ponč je spet rekel, a ne, doma, sej, 6 ur vožnje, se to pa ni velik, to mava to. Spet Amerika se ponavlja. Ista scena, ista. Ej, tole piše, da se je v 5 zaprl. Ja, Ancient City of Troy. Ne. Ja. Ne. Piše, da je odprto 10 do 5. Ne. Ne te zabaviš. Ja, ne, resno, no. Pa nisem se jezil tle vozil 2 ure, zato... Ne. Ja. Ne. To je še pogooglala, ampak na Google Mapsu piše, da je zaprto. Prosim, ne. Je šla Cindy poj hitro googlat še eno drugo stran, če bi kakšen bolj obetaven podatek dobila. In dober, se je nekaj kazal, malo tako optimističnega. In the summertime it is open to visitors between 10 AM and 7 PM. No, ni najboljš, glede na to, da bo pa imela samo 1 uro pa pol za ogled, ampak še vse je glih boljš, kakor da so se 2 ure po nekih stranskih cestah vozila in to po daljši poti, zato da na koncu ne mogla not prijeti. Tako da, kakorkoli obrnemo, kar v redu. To za nama vam je pa zihar poznan. Trojanski konj! Ja. Ujela sva jo, prišla sva v Trojo pravočasno. Oziroma Google Maps je imel narobe zapisan in je pač pisal, da se zapre v 5, v resnici se zapre pa v 7:30. Na srečo. Ne bova imela prav veliko časa, tako da bova hitro letela naprej, da se bomo sploh lahko kaj pogledali. Ampak konj je pa fantastičen. Res je. Homer in zgodba o Iliadi vam je zagotovo poznana, saj ste jo konec koncev sigurno obravnavali v šoli. Ta zgodba je dolga leta veljala za mit oziroma za legendo. Potem pa je v 19. stoletju arheolog Schliemann odkril to najdišče in v bistvu so pogruntali, da je to verjetno takratna Troja. In kar naenkrat so začeli verjeti, da je to mesto res obstajalo. Tale gledališče za nama je pa še kar v redu hranjena, ne? V glavnem sklepajo, da nekako zametki Troje segajo nekje 4 oziroma 3000 let pred našim štetjem. Kar pa je mogoče bolj zanimivo kot to, pa je, da ne obstaja samo ena Troja. Troj je bilo namreč več. V bistvu pod imenom enega mesta se skriva kar 9 mest, ki so bile v bistvu skozi zgodovino zgrajena v večjih različnih nivojih oziroma slojih, če hočete temu reči. In sicer vsako ta staro, ki se je porušilo, so pa na vrh zgradili novo, ali pa so samo kakšen del malo dogradili, povečali in skratka, tako skozi zgodovino je nastalo kar 9 Troj. In v bistvu najlepši primer tega lahko vidimo kar tukaj, pridemo bližje, evo. Če vidite v bistvu različne oznake rimskih številk, v bistvu označujejo dejansko te nivoje, do kje
naj bi bila zgrajena določen del Troje v svoji zgodovini. Sprav tretja Troja, četrta Troja, deveta Troja. Če pa vzamem, ko govorimo o Troji, pač govorimo o enem mestu, o tem, kjer se trenutno nahajava, ampak skozi več različnih časov. Je pa itak dejstvo, da niso še vsega odkrili, se pravi, ni vse raziskan in pač vse skopan ven. Zdaj, če ne veste, kva je toliko tega rompompoma okrog Troje, verjetno niste gledali filma, pa takrat še mladega Orlanda Blooma, a ne? V glavnem, gre v bistvu za Homerjevo pesnitev Iliado, potem je bil sploh film narejen. Nekak zgodba, zelo nakratko gre pa približno tako. Trojanski princ Paris se noro zaljub v špartansko kraljico Heleno in jo tudi ugrab. Seveda Špartancem gre to v nos in lansirajo pač rešitev Helene oziroma celo vojno na Trojo, ki naj bi trajala 10 let. Ni bilo pač nobenega zmagovalca, dokler pač Špartanci niso dobili briljantne ideje, da zgradijo trojanskega konja. Trojanski konj bi bil v bistvu kao simbol oziroma simbol Troje in so jim ga postavili direkt pred mestna vrata. Pač Trojanci so bili čisto tako, bom rekel, kar naivni in so tega konja pripeljali za obzidje, misloč, da so se Grki vdali, Špartanci vdali. Oni so pa v bistvu v notranjosti konja skrili svoje vojščake, ki so potem odprli vrata in Troja je padla. To je zelo tako na hitro. Niso pa čisto prepričani, da je to dejansko ta prava Troja. Se pravi, domnevnih lokacij je več. Si je pa kar težko predstavljati, da bi pač bila to Troja, ker kot vidite na tej sliki, je pač morje bilo zelo bližje, danes je pa kar dosti oddaljen. Je pa sigurno ta lokacija najboljši približek same Troje, kako je pač včasih izgledala. Za ogled Troje boste odšteli 6 evrov po osebi. Dajte pa si vzeti nekje od 1 ure do 1 ure pa pol za sam ogled, ker arheološko najdišče ni toliko veliko. Kuži, kuži. Ja, to ni muc. Kar po vohu me je pa polizu. Troja je bila pa kar lepa, no. Ampak je pa tudi že pozan. Čaka naj še 2 ure pa pol vožnje, tako da hiter brum v avto pa ne domov, v prenočišče. Bo pa po mojem ful lepo, skozi ob morju se peleva. No, bolje rečeno bi se mogla peljati po celotnemu temule zalivu, ampak ne pa že malo noč ujela, tako da prav veliko tega zaliva videla nisva. Ok, jaz upam, da je to res ta zadnji dan, da sva šla malo ker tole pa ni več normalno. Nuna je 9 večer, sada je še 1 uro pa pol doma imava sploh do prenočišča, že jezik se nam zateka po celmu, zapleta po celmu dnevu. Tako da se rekla, grejo nekaj pojesti pa naprej. Sva pa najdla nekaj spet čist drugega za jesti, se pravi, jaz imam piščančji šiš kebab. Aleks ima pa kebab. Ja. Dobar tek. Činkolo binkolo z vodo. Bolje pozno kot nikoli. Ob pol noči sem pa šla v hotel. Nor dan, pa čist preveč vožnje. Naredila sva 500 km danes. Saj bo. Mama pa luška v hotelček, pa v bistvu klele razgled na morje. Ful ga vidva, čist je tema, ampak fajn balkonček. Kaj, Ponča, bo vas preživel? Lega. Ej, si to ni bil moj plan današnji dan. Moj tudi ne. Ja, tvoj. Ti si rekel, da greva sem spat. No dobro, ampak se bom pa saj v Črnem morju lahko po. Ja, na koncu potovanja. Ja. Bojo valovi, a ne? Ja. A se je splašal? Ja, ne. No, imaš pa lep razgled na morje. Imaš pa razgled na morje, res. Umiram najbolj. Vidva se dve toliko zmatrne kopilce, da je to
sploh brez veze. Pač tale dan je dobil noge in je šel kar po svoje. Plan je šel pa Franže. tudi v drugo smer. No, ampak to laže se, da to je bil najbolj naporen dan, kar sem si ga splaniral, od zdaj naprej upava. Tudi največ vožnje, ja. Ja, da bo malo bo. Pogledam, mi bomo na tej točki tale vloget kar zaključili, da ga čim prej spat, ker ura je polnoči, pa zgodaj treba ostati. Se pa jutri odpravljava v naslednjem vlogu boste lahko videli Bergamo, starodavno grško mesto. Kar v redu. Pogledam, tiste une klasične YouTube stvari, naročite se na kanal, polajkajte, kaj komentirajte, pa se vidimo v naslednjem vlogu. Čau, čau, oziroma gule, gule. Gule, gule.